Rusija je znova napadla ukrajinski energetski sektor. Napadi so povzročili izredne izpade električne energije v več regijah, vključno s prestolnico Kijev in njeno okolico. Ukrajinska mesta so bila danes zjutraj tarča novih raketnih napadov, medtem ko Moskva obeležuje Dan zmage, najpomembnejši državni praznik v Rusiji. Začnemo v Kijevu. Mesto Harkov je že dolgo veljalo za eno najpomembnejših tarč Vladimirja Putina. Kot drugo največje mesto v Ukrajini, ki je le 30 km oddaljeno od meje, je bilo eno glavnih, ki jih je Rusija poskušala zavzeti med invazijo leta 2022. Čeprav je prvi poskus spodletel, Kremelj nikoli ni opustil želje po nadzoru nad to regijo. Pravzaprav je bil najbolj kritični del ruskega ofenzivnega načrta za pomlad in poletje 2022 osredotočen na to fronto. Njihov cilj je bil vzpostaviti tamponsko območje okoli Volčanska. Po poročanju Reutersa in nekaterih zahodnih vojaških analitikov želi Rusija zaščititi belgorodsko oblast pred artilerijskimi in dronskimi napadi Ukrajine, hkrati pa se počasi približevati položajem, s katerih bi lahko obstreljevali Harkov. Putin verjame, da bo, če zavzamejo majhno mesto Volčansk, lažje izvajati kopenske napade na mesto. Zaradi tega je Rusija pripravljena plačati visoko ceno. Od konca leta 2025 so v regiji zbrali velike sile, vključno z 69. motorizirano pehotno divizijo in znanimi silami Akhmat Kadirova. Uporabili so taktiko infiltracije majhnih skupin in neprekinjenega artilerijskega pritiska, da bi izčrpali moč Ukrajincev. Ta strategija ima 3 cilje. Prvič, preprečiti Ukrajini, da bi premestila sile v Donetsk. Drugič, pridobiti novo ozemlje v Harkovski oblasti. Tretjič, pokazati na ruski televiziji, da so uspešno branili lastne meje. Vendar je Ukrajina od aprila do maja 2026 obrnila situacijo s silovito protiofenzivo. Volčansk, ki je le 5 km oddaljen od meje, ni več služil kot pot za rusko napredovanje, temveč krvava frontna linija, ki je uničila izračune Kremlja. Junak tega preboja je bil 23. jurišni bataljon Ukrajinske narodne garde. Kljub zahtevnemu terenu so uspešno očistili ruske obrambne položaje. Po uradnih izjavah je to prvič po več mesecih, da je Ukrajina, ki se je dolgo branila, sprožila pomembno protiofenzivo v tej regiji. Da bi razumeli težavnost te misije, si predstavljajte, kako izgleda bojišče. Volčansk je uničen zaradi mesečnih spopadov. Povsod so minska polja, uničene stavbe in droni, ki ves čas nadzorujejo zrak nad mestom. V takšnih razmerah je napadanje bolj nevarno kot obramba, saj te sovražnik zlahka opazi in zadene. Na posnetkih, ki jih je objavil Polk, so vidne ukrajinske enote skupaj z nekaj tujimi prostovoljci iz Latinske Amerike, ki se borijo v gostih gozdovih in porušenih hišah. Rezultat? Ukrajina je dosegla velik napredek v okolici. Staricija je oddaljena le 4 do 5 km od ruske meje. Zaradi tega so ukrajinske enote zdaj na udarni razdalji od ruske meje. To je največji strah Moskve. Z te bližine lahko ukrajinsko topništvo in droni neposredno nadzorujejo in napadajo drugo stran meje. Varnostno območje, o katerem je sanjal Putin, se je očitno spremenilo v veliko past za lastno vojsko. Tako da, ko Ukrajina očisti takšno območje, ne pridobijo le ozemlja. Zmanjšujejo skrivališča ruskih sil, slabijo njihovo obrambo in jih silijo, da se umaknejo na težje branljive položaje. V smeri Vilča je ukrajinska stran prav tako poročala, da so se njihove sile približale okolici vasi in ponovno zavzele nekatere položaje v jugovzhodnem delu Volčanska. To ni velik preboj, vendar je sporočilo jasno, če vse skupaj združimo. Načrtovana ruska tamponsko območje v severnem Harkivu ne deluje tako, kot si želi Moskva. Namesto, da bi neprestano napredovali, so prisiljeni braniti se, umikati se in ponovno vzpostavljati svoje linije. In to se ne dogaja samo v Volčansku. Na drugih delih severovzhodne fronte, kot je smer Kupjansk, Ukrajina prav tako poskuša odgovoriti na ruski pritisk z majhnimi, a zaporednimi protinapadi. Ker čeprav Rusija trdi, da nadzoruje območje, še vedno obstajajo sektorji, kjer Ukrajina najde priložnost za napad, ponovno pridobivanje položajev in motenje načrtov Moskve.
Medtem ko se to dogaja na severu, je pritisk na drugih delih fronte še močnejši, pravijo neodvisni opazovalci, saj ruski napadi ostajajo siloviti v smerih Donetsk in Zaporožje. Tukaj je razvidno, kje želi Rusija usmeriti svojo moč, na območja, ki bi lahko odprla pot za globlji prodor. Ena izmed najbolj vročih točk je Pokrovski sektor. Tukaj Rusija poskuša izkoristiti svoje pridobljene položaje, da bi še razširila nadzor nad Donbasom. Toda zavzetje nekega območja še ne pomeni samodejne strateške zmage, saj je vstop v mesto povsem druga zgodba. Povsem druga zgodba pa je, če bi to uporabili za uničenje celotne ukrajinske obrambe. Na območju Pokrovska so ukrajinske enote poročale, da Rusi zbirajo oklepna vozila, artilerijo in novo osebje. Okoli zavzetih položajev to pomeni, da se Rusija pripravlja na naslednji pritisk. Toda ko se sile povečujejo, se povečujejo tudi njihove potrebe po oskrbi. Potrebujejo gorivo, potrebujejo strelivo, potrebujejo popravilišča, potrebujejo ceste, mostove, skladišča in zbirna območja. In tukaj pride v poštev strategija Ukrajine. Ni jim treba takoj napasti vsakega okupiranega mesta, da bi otežili položaj Rusije. Včasih je dovolj, da zadenejo zadnji del vojne mašinerije. Ko je logistika zadeta, se napredovanje upočasni. Ko je oskrbovalna pot uničena, oslabi tudi artilerija. Ko je prekinjen dotok goriva in streliva, ne glede na to, koliko je vojakov, ofenziva ne more zlahka napredovati. Zato so kraji, kot je Mariupol, čeprav so daleč od same fronte, še vedno del boja. Če pa droni in napadi dolgega dosega dosežejo skladišča, poti in vojaške premike za ruskimi linijami, to pomeni, da Rusija ni bila varna. In to je večja slika. Na severu Ukrajina preprečuje načrt za tamponsko območje. Na vzhodu se sooča z močnim ruskim pritiskom v Donbasu. Za fronto napada logistiko, ki poganja rusko ofenzivo. Okoli okupiranega Mariupola ima Rusija nov problem. Ukrajinske enote se še niso vrnile v samo mesto. Še ni razobešena nobena zastava, še ni osvoboditve na ulicah, a nekaj drugega se dogaja za ruskimi linijami. ISV pravi, da Ukrajina uporablja izvidniške in napadalne drone za nadzor in napadanje ruskih oskrbovalnih poti na okupiranih delih Donetske regije. Obstajajo tudi geolocirani posnetki, ki prikazujejo napade na ruska vozila na cestah, ki vodijo v Mariupol in iz njega. To pomeni, da nekdanje zaledno območje Rusije ni več mirno. Če je prej ruski voznik lahko mislil, da je pot na fronto varna, je zdaj situacija drugačna. Vsak tovornjak, vsako vozilo, vsak konvoj, vsaka cisterna za gorivo lahko jih opazi dron. Kar prve linije ne upravljajo samo vojaki. Poganjajo gorivo, strelivo, hrana, rezervni deli, ekipe za popravila in neprekinjeno gibanje iz zaledja. Ko logistika zaradi strahu ali zamud zastane, oslabi artilerija. Ko oslabi artilerija, se napad upočasni. Ko se napad upočasni, se izgubi zagon. To še ne pomeni, da ima Ukrajina nadzor nad Mariupolom. Do tega je še daleč, a sporočilo je jasno. Tudi območja globoko na okupiranem ozemlju niso več varna za gibanje ruske vojske. In ko to združimo z dogajanjem na severu, postaja problem Moskve še bolj očiten. V smeri Volčanska so ruske sile prisiljene braniti se po več ukrajinskih protinapadi. Na liniji Pokrovsk in Donetsk je pritisk Rusije še vedno močan, toda cena v ljudeh je zelo visoka, oprema in strelivo. Na jugu pa brezpilotna letala otežujejo oskrbovalne poti za frontno črto. To pomeni, da se Rusija ne sooča le z enim območjem. Na severu preprečujejo načrt za varnostno območje. Na sredini je vsak kilometer napredovanja drag, za linijo so logistične poti na udaru. Zato, čeprav obstajajo območja, ki jih Rusija še naprej poskuša zavzeti, pripoved o neprekinjenem napredovanju ni več tako preprosta. Napredek obstaja, ja, a ima svojo ceno. In dlje ko traja, višja je cena vsakega premika. Za Ukrajino cilj zdaj ni vedno velik preboj. Včasih je še pomembneje upočasniti sovražnika, motiti oskrbo in jih prisiliti, da razpršijo svoje sile v več smeri. Tukaj postane pomembno vojskovanje z droni. To ne nadomešča celotnih zračnih sil. Toda pa lahko zaradi tega postanejo nevarne ceste, skladišča in konvoji, ki so bili prej le v ozadju bojev. V sodobni vojni je zaledje fronte prav tako fronta in to je največja sprememba za Rusijo.
Ker če morajo tovornjaki na poti v Mariupol izogibati dronom, če se morajo položaji blizu meje pripravljati na protinapade in če vsak napredek v Donbasu zahteva velike žrtve, to pomeni eno stvar. Ruski vojni stroj še vedno deluje, vendar ne več brez ovir. In v vojni, ki temelji na položajih, oskrbi in času, je včasih dovolj ena zamuda, ena uničena kolona ali ena ponovno zavzeta gozdna linija, da spremeni potek naslednjega spopada. Medtem ko se to dogaja na fronti, metode, ki jih uporablja Ukrajina, oblikujejo prihodnost vojne. V operaciji Volčansko je 23-jurišni polk združil klasično taktiko pehote in uporabo brezpilotnih sistemov. Izvidniški droni so kartirali vsak jarek in bunker. FPV droni so napadli ruske položaje, medtem ko so kopenske jurišne skupine napredovale s podporo teh dronov. Človek in stroj sta sodelovala v vsaki fazi operacije. To je ena najuspešnejših izvedb modela aktivne obrambe in lokalnega protinapada, ki ga je Ukrajina razvila leta 2026. Ukrajina na bojišče uvaja tudi nove obrambne sisteme, podprte z umetno inteligenco. Vlaknovodni droni, ki jih nadzorujejo fizični kabli in niso občutljivi na ruske sisteme elektronskega bojevanja, postajajo vse bolj običajni na fronti. Preizkušajo se tudi kupole, podprte z umetno inteligenco za zaznavanje in sestrelitev ruskih brezpilotnih letal, medtem ko kopenski roboti niso več zgolj eksperimentalna oprema. Izvedenih je bilo več kot 24.500 robotskih misij v prvem četrtletju leta 2026. Ukrajina ne izvaja le protinapadov, ampak spreminja tudi samo tehnologijo obrambe in ofenzive. Torej, kaj še ostane Putinu? Njegov načrt za varovalno območje v Harkovu se je že zrušil. Enote na severu so bile prisiljene braniti se in niso uspele zaščititi svojega zaledja. Vendar Rusija ostaja nevarna in Putin ima še nekaj adutov. Poletna ofenziva. Povečanje sil 90. tankovske divizije okoli Pokrovska in v sektorju Orehiv kaže, da Rusija načrtuje veliko ofenzivo v Donetsku to poletje. Logika Kremlja je preprosta. Nadoknaditi poraze na severu z zavzetjem ozemlja na jugovzhodu. Toda ta ofenziva bo še vedno sledila istemu modelu izčrpavanja. Tisoče vojakov, stotine vozil, ogromno število žrtev, samo za pridobitev nekaj kvadratnih kilometrov. In ukrajinska mreža dronov, ki je vsak dan močnejša, bo to ceno še dodatno zvišala. Mobilizacija. Že več mesecev poskuša Kremelj zapolniti pomanjkanje vojakov s skrivnim vpoklicem rezervistov. Vendar se boji razglasiti popolno mobilizacijo. Delna mobilizacija leta 2022 je povzročila množičen beg in proteste. Putin bo morda prisiljen uporabiti to karto, toda če to stori, bo v njegovi lastni državi izbruhnil kaos, energetska vojna. Rusija je v zadnjih prek zimah sistematično napadala energetsko infrastrukturo Ukrajine. Enaka strategija je načrtovana za zimo 2026 do 2027. Uničiti ogrevalne in električne sisteme Ukrajine, da bi prisilili civiliste k predaji. Toda Ukrajina je po vsaki zimi ukrepila svojo obrambo in zahodni zavezniki prav tako pospešujejo pošiljanje sistemov zračne obrambe. Diplomacija. Putin uporablja Trumpa, da pritisne za prekinitev ognja in pogajanja, s sporočilom, da je zagon na naši strani. Zdaj se glede tega strinjajmo. Toda resnica na fronti temu nasprotuje. Dokler se Ukrajina ne umakne in dokler Zahod še naprej podpira, bo Putinova diplomatska karta ostala šibka. In peta karta, jedrska grožnja, ki še vedno služi za zastraševanje, toda vsak dan postopoma izgublja svojo verodostojnost. 4 leta že Kremelj maha s to grožnjo, vendar je ne uporabljajo, ker bi bile posledice uporabe hujše, kot pa, če je ne uporabijo. Za zaključek, vse karte v rokah Putina so ali nevarne, drage ali neučinkovite. Varovalno območje na severu se že ruši. Logistika na jugu je pod napadom in vojna izčrpavanja na sredini izčrpava moč Rusije, medtem ko tudi potrpežljivost ljudi pojenja. Kremelj še vedno lahko napade, še vedno lahko povzroča škodo, toda ne more več napredovati v želeni smeri. Skratka, Rusija poskuša na silo risati zemljevid v eno smer.
Toda fronta ne gre vedno v to smer. Morda je prezgodaj reči, da je to dokončna prelomnica v tej vojni, a ena stvar je zdaj jasna. Putinovo prepričanje, da bo čas na njegovi strani, se z vsakim tednom vse bolj ruši. Za Putina Bobčansk ni le preprosta vas, to so vrata v Harkov. V njegovi glavi je to varovalno območje in vprašanje časti. Ta vrata so zdaj zaprta. Ne pred Ukrajino, ampak pred samim Putinom. Kakšno je vaše mnenje o tem?